Katere konvenčne bi najbolj izpostavila tukaj? Nemški trg, recimo, nekaj, kar bi... Se bolj vprašanje za Simona, on je to. Simona, on se zanimivi gost. Samo on bi pač, njega bi pa moral potem res spraševati samo o glasbi. On hodi na konvencije samo zato, da gre na koncerte. So koncerti velik del teh nemško govorečih Dokumi, na primer, je ful, pa kaj so še potem, Animagic. Ja? Dejansko tam imaš žensko. Ja, tam imaš žensko. Še obstaja. Kje pa je Animagic? Tam imaš kakih 6-7 vedno glasbenih gostov, pa plus... To je pa zraslo, oh my god. To je ful zraslo, ja, pa sem so ful dolge čakalne vrste, rekel Simon tam. Veš, kaj te moraš zdaj gledati, da dosti se zdaj v Evropi uveljavlja azijskih glasbenikov. Sploh Korejci so fest prodrli, zdaj pa tudi druge recimo skupine. Ne, saj Denis nam je ravno govoril, kako so, mislim... Ja, na Umiku smo govorili z Denisom, ki je pač tour manager za japonske, korejske bende, da japonska glasba spet prihaja nazaj v fashion in je zanimivo, pač težko je spet položiti prst na nekaj, kar je, zakaj se je to zgodilo, ne? Ampak moja teorija je, da zaradi tega, ker so zdaj toliko VTuberi popularni v to in je J-pop je pač nekak accompany, neka spremljevalna točka vseh teh VTuberjev, pa tudi svojo glasbo delajo te VTuberske podjetja, right? Pa pomenil je, da vedno ženske ne vodijo te trende. To smo imeli včeraj debato o tem, ravno pač o VTuberjih, pa tem, kako je Vocaloidi, pa te zadeve, ki so se zdaj ful postali neki sestavni del VTuberjev, ne? Ja, res? Ja, gledam VTuber, sploh ne vem, kaj se dogaja. Ne, pač saj Simon tudi ne, ampak on je pač povedal. Toliko veliki so že postali, da niso sem na japonskem, ampak zdaj imaš že pač dejansko podružnice, ne vem, v angleško govorečem trgu. Ja, in pač VTuberi radi pač zdaj pač Vocaloid programe uporabljajo. Ja. Zelo mogoče, da je pač glih to, pa veliko imaš zdaj spet teh novih skupin, ki so mogoče samo dejansko J-pop skupina, idol skupina, ki povzemajo, kako ne rečem, recimo Honeyworks je ena taka, kjer delajo pač tako digitalno glasbo, delajo digitalno skupino, potem pa naredijo še fizično skupino, ki v bistvu dela coverje te glasbe. Kaj je fizično skupino? Ja, dejansko skupina, ki potem dela cover digitalnih glasbenikov. Ja, in tega bo verjetno vedno več. In to je pač spet nek nov val, sploh ker anime community raste, ki bo želel to videti in verjetno bojo pač zdaj ti koncerti tako malo bolj nasičeni s takimi idol skupinami. Maybe, I hope. Ker se mi zdi, da sploh v Sloveniji pač tega ogromno manjka. Neke glasbene točke, nek glasbeni segment, ker pač tega nikoli ne bilo. Mislim, da imajo kar koncertov nimajo. Ja, sem ne kot del anime konvencije. Ne, tega... Težko je dobiti, zelo redko je. Točno tisti datum v Evropi. Ker pač tudi na Hardcore Glory si imel pač turajo že. Favorite VTuber. Dejansko so imeli en predel, ki so lahko za svojim VTuberjem, ki ga pač obožuješ, govoril, pa se pogovarjal. Mislim, v Aziji je to pač precej pogosto. Recimo Alja, ki je bila par epizod nazaj, je bila gostja, ona živi na Tajskem in tam pogosto delajo anime konvencije, kjer so gostje VTuberi in jih imaš potem interakcije, tako ker bi imel interakcijo z idoli, ker je zelo zanimivo. Pa to imaš dejanskega potem VTuberja od zadaj ali AI? AI, dejansko pač te zaslono je, pa se pač pogovarja z njim. AI. Glupo vprašanje zaslonom se pogovarjaš in... VTuber... To razumemo, da veš, kdo je dejansko za tistim modelom. Tako kar na Twitchu. Na Twitchu, na primer. Pač en karakter pač animiran, na zaslono pač animirajo se, pač lip-sync pa se pač deluje, ne? Lahko prek interneta ga kontroliraš. Kontroliraš pa... Ampak večinoma je človek, ne? Za karakter. Za karakter. Jaz sem tu za... Ne, se to je bilo moje vprašanje, če slučajno AI vrže od zad. Motion capture, ki... Ja, čisto, ker je roka v nogah, vse. Sej veste, se smo imeli VR skupino tukaj, no? Ne, se ful govorili, tehnologija šla naprej, pa ni človeka več, enostavno. Tam še GPT-om se meniš. Tako, ne, to je bilo moje vprašanje, če so slučajno dali AI potem za... Mislim, da večina teh... Lahko tudi, mislim, da se tudi to dela že. Ne, delajo, ampak unike so popularni, imajo še vedno pravo fizično persono. Naredi scenarij, lahko že tudi...
Samo potem te scenarije ta lik govori. Samo ogromno AI-jev že obstaja za videoprodukcijo, tudi mislim, da bo to samo vprašanje časa, da bo... Mislim, Sora od OpenAI-ja že dela fotorealistične videe, game, animacijo. Na Instagramu recimo je v bistvu AI-jev. Sej Evropa hoče zdaj zakon narediti, da mora čisto vse biti označeno, da je AI narejeno, da ni prava oseba na drugi strani ali da ni prava oseba. Ljudje ne bojo brali tega. Ja, vem, ampak pač kaznovanci lahko, če ne. Ja, pač samo značiš. Brez tožnika ni sodnik. Ne, se to ni, mislim, to verjetno za distributerje, za proizvajalce to ni nekaj, pač, če bojo konsumerji to vzeli kot samo še en produkt, potem je vse eno, pač boš samo dal en label gor, ne. Vprašanje, pač mene sem to skrbila, ko bom videl nek video, je to prava oseba. It contains AI. It may contain AI, tako. Sem misteri. Za alergene. Učena AI v sledovih. Včeraj odprem en stream, kjer gleda punca en music video, in zgleda ženska v tem music videu isto kot Megan Fox, malo drugačna, obviously. In pol razmišljam, je to AI, je to dejansko music video? In ne moreš biti sure, in pol še dejansko govori, ta zgleda kot Megan Fox, in pol si še bolj unsure. A je to naredil AI? A je to sam pač auto-generated? Potem dovolj ljudi prepričaš in deepfake resnica. Ja. Na koncu bomo vsi gire nosili in potem boš just like, ne boš več to, kar si. Smo še generirani. Mogoče pa smo že tam, pa še ne vem. Don't unplug the plug. Vsi aktori, ne, immortal, ker bo imeli si isto. Definitivno. Saj to, mrlo se že dogaja. To je bilo moje prvo vprašanje v VR epizodi. A sploh rabimo VR, če že tako živimo v simulaciji? Da se v bistvu je res. Ja. No, če nič ni res. To je simulacija v simulaciji potem. Kaj zahočeš v Matrix, ali kaj Simulacija. Kaj je bil že Dream Within a Dream, Inception. Paprika, sorry, Paprika. Paprika je bil prvi. Paprika was the first. Satoshi Kon. Sorry, moramo, smo anime fani, moramo pač... Mi vemo, kje se je začelo. Točno tako moramo biti malo snoviš. Čina ne vejo, ampak mi vemo, kje se je začelo.